Pozdravljeni, dragi moji poslušalci. Danes imam pa en tak simpatičen video za vas, simpatičen zaradi tega, ker je nastal v momentu. A veste, tisto, ko se nekaj zgodi, ko nekaj doživiš, ko nekaj preleti z neba in rečeš, ideja, to moram deliti z vami. Tako da pa mislim, da tudi vam bo simpatična tema, kako naše otroke pripraviti, da pospravljajo. To je večna tema staršev, večna vprašanja staršev, večna težava staršev. Zdaj vam bom pa povedala neko zgodbo, ki se mi je danes zgodila. Kot vidite, sem nazaj v civilizaciji, tole snemam v službi. Ni za mano marjetic, pa ptički ne pojejo. Ker pač z Albertom zdaj že delava tudi terapije in svetovanja v živo. Tako da prihajava za 2 dni na teden v Ljubljano. Drugače pa še vedno veliko terapij po Skypu, tako da kakor želite. Skratka, prigoda današnja. Ene pol leta nazaj sva z Albertom kupila nov sesalec, ker nam je ta star crknil. In pač k tistemu sesalcu sva kupila tudi neko zalogo teh vrečk, ki jih noter v sesalcu takneš, a ne. No, in sva ga prinesla domov in zdajle par dni nazaj ali pa kakšen teden nazaj meni otroci, zdaj vrečke, rabimo vrečke. Zdaj v Kamniku živita 2 otroka, ke je Ilona se vrnila. In grem jaz danes po vrečke v trgovino. Bilo mi je zelo fajn, v trgovinah je zdaj fajn, zaradi tega, sploh v teh specializiranih trgovinah je fajn, ker se ne gužva ljudi. In imaš prodajalcev na voljo, kakor hočeš. Jaz sem imela danes na voljo prodajalca in prodajalko. In tako pridem v trgovino in pač povem, da bi rada vrečke, in najprej pač gospod, za kjer sesalec pa, in jaz pojma nimam, kjer sesalec imam. In rečem, tamle od unih, ki tamle stojijo, je moj. No, in je pač gospod poiskal, kjer sesalec sem kupila, in pol mi prinese vrečke. In z gospo rečeta oba naenkrat, kako pa ste zadovoljni, gospa, s sesalcem? In tisti trenutek jaz tako malo pogledam, a veste, tisti, ki malo planete takole iščem. In razmišljam, kaj naj zdaj, naj povem po pravici, naj se zlažem ali kaj naj naredim, in potem sem si rekla, brez veze, da lažem, itak ni nič takega, in rečem, kar. In tako gospa reče, kako kar, ne. Sem rekla, ja, veste, še nikoli nisem posesala z njim. In ona gospa me gleda in reče, kdo pa pol pri vas sesa? In sem rekla, otroci. No, in ko sem jaz to rekla, si lahko predstavljate, lahko si predstavljate, da ste na mestu te gospe, in ona je samo rekla, kako pa vam to rata, a ne. In to je bil en del zgodbe. Meni se je zdel zelo zabaven, zelo simpatičen. Jaz sem tako hvaležna, da nam življenje pripelje take stvari, take informacije, kar v naročje, a ne. V tistem hipu sem si rekla, to zgodbo moram deliti z vami. Ampak bom odgovorila na vprašanje, kako vam to rata. Jaz, ko sem bila majhna, sem po nekem, ne vem kakšnem naključju postala, kako se temu reče, odgovorni sesač, dnevni sesač, dvorni norček. Skratka, mene se je prijel tisti sesalec, ki bi zdajle rada grdo govorila, pa rajši ne bom, in se me je kar držal in vedno sem jaz sesala. In zdaj imamo pa eno težavo. Moj oči je bil astmatik in je bil alergičen na pršice, na prah, na vse, kar je po luft letel, a razumete, na vse možno je bil alergičen. In jaz sem mogla sesati vsak dan. A si kdo od vas predstavlja, koliko jaz sovražim sesalec? A si kdo? Jaz sesalca ne morem niti slišati, kaj šele, da ga vidim. In imam težavo, a ne. No, ampak pač življenje gre naprej, a ne, pač posesan hočemo imeti, čisto hočemo imeti. Pol sva z Albertom bila, ne vem, 3 leta ali 4 leta, sama je on sesal, za kar sem mu zelo hvaležna, zdaj spet on sesa.
Ampak vmes, je bila pa družina in je bilo zelo veliko enih smeti in prahu in te stvari je bilo treba rešiti. In posesati tudi kdaj. Zdaj imam pa jaz tukaj eno zelo dobro učno uro. Moji starši so poskrbeli, da se je sesalec mene prijel in da sem jaz sesalec zasovražila. Zato sem si rekla, moji otroci ne bodo nikoli postavljeni pred to dejstvo, da morajo skozi celo življenje delati isto stvar. Zato, ker se jim bo ta stvar zagravžala. Tako da mi smo imeli en spisek tam obešen in mi smo recimo en dan stopnice, en dan dnevna soba, en dan kopalnica, pač mešali smo prostore, ki so jih oni pospravljali, to je bila ena stvar. Druga stvar je pa bila, da če se je le dal, smo zelo velikokrat pospravljali, večinokrat smo pospravljali skupaj, to se pravi vsi, in je bil to nek zabavni obred. In takrat, ko je bil to zabavni obred, sem jaz vedno dajala otrokom zadelati to, kar so oni želeli, to, kar so radi počeli. Jaz nisem nekomu dala zasesati, ker ni maral sesati. Zakaj ne? Zaradi tega, ker moj cilj je bil, da jih naučim delati. Moj cilj je bil, da jih naučim uporabljati krpo, da jih naučim uporabljati tudi sesalec, da jih naučim uporabljati pač neke pripomočke za pospravljanje in to, da imamo čisto in da imajo oni radi čistočo. To je bil moj cilj. Zdaj pa poglejmo, kaj se zgodi, ko otroka silimo, da počne stvari, zato ker tiste stvari, ki jih ne mara delati. Jaz vem, mi mislimo, da ga bomo naučili tudi te stvari, ki jih on ne mara, ali pa da jih bo mogoče vzljubil, ali pa ne vem kaj. Ampak lepo vas prosim, kdo pa vzljubi pospravljanje? Ne? Moja prijateljica Mojca reče, da je pospravljanje terapija, Ajax terapija reče temu. Jaz se strinjam, da je to zelo dobra terapija, pucanje. Ampak ni pa to nekaj, ki bi, razumete, bilo naše življenjsko poslanstvo. In jaz, ki sem se poročila, tudi nisem znala vsega in sem se naučila, ker sem se poročila in verjetno bojo moji otroci, ki grejo na svoje oziroma ki so eni že šli, se mogli neke stvari naučiti, ki se jih prej niso in jih bodo mogli zdaj delati, ker jim jih prej ni bilo treba. Tako da jaz v tem ne vidim nobene drame, da bi mogli otroke siliti delati stvari, gospodinjske stvari, ki jih sovražijo. Non-stop govorim. Sej kdaj pa kdaj je prišel na vrsto tudi pri sesanju, in je mogel posesati. Ampak to ni bilo dan za dnem, dan za dnem. A veste, kaj sem jaz vse unim našim sesalcem delala? O, Marija, pomagi. Koliko sem jih sovražila, kakšne misli sem imela v njih. Res vam nočem tega in nikoli ne bi hotela mojemu otroku narediti nekaj takega. Skratka, to je bilo, eno pravilo je bilo, čim manj takih gospodinjskih del, ki jih otroci ne marajo. Kdaj pa seveda tudi taka dela pridejo in to pač tako pa je življenje narejeno, ne moramo jih pa samo v vatko zavijati. Druga stvar, pospravljanje je zabava. Skratka, mi smo pospravljali skupaj vsi, imeli smo glasbo, kar dosti na glas, da smo zraven prepevali, plesali, se zabavali, da je bilo luštno. Eni so bili hitrejši, drugi so bili počasnejši, ki so bili počasnejši, so pa dobili pomoč od hitrejših. Nismo merili, kdo je naredil manj in kdo je naredil več. In na koncu smo ostali povezani. In jaz imam naše pospravljanje v zelo takem spominu, kot da je bilo to en del igre. Tako sem doživljala, da pač ne sedimo na tleh, pa ne zlagamo kock, ampak da letamo po hiši s cunjami in brišemo prah in se zabavamo in se zraven tudi pogovarjamo in hicamo in tako naprej. Tako da, kar sem vam želela povedati, je, da vsako delo lahko naredimo vsaj malo zabavno delo. Če je naš cilj, da otroka naučimo delati, če je pa naš cilj, da bo otrok spucal zato, ker mora, se nam bo pa verjetno uprl. In potem bomo imeli štale, kakor dej, pa sej bom, pa od 8 zjutraj do 8 zvečer pač neko pregovarjanje, ob katerem se ne zgodi nič. Tako da, tlele imate v bistvu neko zgodbo, mogoče si boste z njo lahko kaj pomagali, upam, da si boste in da si boste naredili življenje v družini malo bolj sproščeno in malo bolj zabavno in da boste imeli čudovito, lepo,
spucano hišo ali pa stanovanje, oziroma če kar z eno besedo rečem, vaš dom. A imate vi tudi kakšne rituale okrog pospravljanja? Če jih imate, lahko napišete spodaj. A ste oni starši, ki rečete, bom raje sama, ker bo boljš pa hitrej? A mislite, da ne bi bilo včasih boljše, da bi bilo bolj počasi, pa slabše, pa bi bili skupaj z otrokom? To so vprašanja za vas. Tako da, ja, lahko mi odspodaj komentirate in napišete, kako izgleda pospravljanje pri vas, kdo je najbolj navdušen pospravljalec. Lahko mi napišete, kaj ste mogli vi v otroštvu delati, pa niste marali. In lahko se vprašate, to midva v najini knjigi Navodila za najstarše, ki res ni knjiga za vse starše, zaradi tega, ker je to knjiga za tiste starše, ki hočejo pri sebi raziskovati svoje ovire, ne pri otroku. Ampak s pomočjo te knjige lahko pridete do zgodb, ki vas ovirajo pri tem, da bi na tak sproščen način pristopali do nekih vzgojnih stvari, ker pospravljanje, pa učenje pospravljanja, pa umetnost pospravljanja, to je tudi na nek način veščina, ki jo lahko imamo ali pa nimamo. In če jo nimamo, težko bomo to naučili našega otroka. Tako da, ja, v Navodilih za najstarše lahko odkrijete zelo, zelo veliko skrivnosti, najdete jih pa na spletni strani vezal.si. Zdaj se bom pa počasi poslovila in vas bom lepo pozdravila in vam bom še enkrat zaželela čudovit, dišeč dom. Čau, čau!